Niso delavci sami po sebi neinformirani, niso delavci sami po sebi ranljivi. V to jih pahne nacionalna zakonodaja, v to jih pahne mednarodna zakonodaja. In jaz res upam, da tukaj se bo ne sam kmalu, ampak takoj te zadeve premaknile. Ker verjamem, če bi se en sam člen, pa točno vemo, o katerem členu govorimo v teh sporazumih, ukinil, potem bi večino teh kršitev, o katerih danes govorimo, večino, ne pa vse, bilo ne samo, recimo temu, zmanjšanih, ampak jih ne bi bilo. Zakaj? To je pa tisti najbolj žalosten del zgodbe, ki delavcev ne bi bilo. Ker bi šli. Zakaj? Iz očitnih razlogov, izkušnja za Slovenijo. In to mislim, da delodajalcem sploh ni jasno, v kakšno tveganje so se spustili. Tudi tistim, ki so del organiziranega, recimo pač delodajalskega miljeja. Delavci, ki imajo priložnost, da preživijo, če tako rečemo, prvo leto, torej priložnost pod narekovaji, oni grejo stran, komi čaka, da grejo stran. In zato pravim, da se takšni delodajalci, ki se nekako pod narekovaji trudijo biti še nek normalni na trgu dela v Sloveniji, sploh ne zavedajo, kakšno škodo jim povzročajo Marinblujevci. Sploh nimajo pojma. Delavcev iz tujine ne bo več. Šli bodo čez Slovenijo in so že šli čez Slovenijo, bodo šli pa nazaj v Bosne in Srbije. Govorim za nalaž, množina zaradi tega, ker niso samo iz Bosne pa Srbije. In to govorim zdaj v prvi točki. Govorim o mednarodnem okolju, govorim o tem, kaj pomeni, da država Slovenija slepo sledi delodajalski logiki, privabite nove delavce in evo ga, kje smo. Imamo v bistvu en del trga dela, ki je rezerviran za to, da se generirajo kršitve na trgu dela izključno pod narekovaji za tuje delavce. In zato, kar je recimo bilo prej rečeno s strani inšpektorata za delo, treba pogledati vzrok.